Tam so se lahko tam so se lahko Kaj ti bilo meni žal, ampak sem rekla nič. Mi smo že tako sem že če ko smo nekole je mladinska skupina. On pa tekome zvečer, da sem mi rekel, kako da je tekome gorda v ploši. Pravite, ni videl, pa se nam je poslal že ob 3. Po predrtosti spomina v ravnine, ki iščejo poti. Tam stopa želja, izgubljena v preseku časa. Hodi na smrt obsojena ljubiteljica diha in siljenih podob v jutranji milini telesa, ki išče zatočišča v kopalnicah, podstrešjih, po ugaslih svetlobnih očeh, kjer kapljice solz za hip napolnijo maternico kot razprto brazdo, ki usahne, poči, otrdi kot želo, ki se razlomi, počije, poči, razdeli. V zlomljeni trenutek, v gubasto telo. Tam beseda otrpne in mrtvi udi potonejo pod krinkami noči. Zlomljene maske hrupa zavračajo svet, otegnjeno kričijo, lomastijo, uničujejo mimikrijo, ki je rast teles. Protezni bog pa pada v jame obupa, zvezan, neuglašen, brez sluha, brez vida strupli na prelomljenem križu z oglenelimi vratovi. Razpoke jutra so prikovane s pasovi, z verigami in ne utečejo stran od tišine temačnega boga, neizrečenega molka, ki srka presušena telesa. Ni gibanja, ni klečeplazenja, ni ugibanja. Tema je prekrila obraze z bežanjem po pepelnatih strehah osušenega krika. Bodalo v mesecu cepi črnino jutra, visoki stolpi se klanjajo in jočejo na travnike zore, v prekletstvu sušijo vsakdanjosti, miline pogledov, kraste noči, razpočene mehurje teles, ki prebivajo na vratih pekla. Telo ob telesu, brez diha, brez palic za vstajenje in hojo, brez vrečk nad glavo, brez las, brez zob. Jutranjost so žarki razcepljenih atomov. Njihov dan in noč so eksplozije prihodnosti, kjer naša telesa smrdijo, gnijejo, trohnijo vsej svoji sublimni energiji luči. V kletkah, v temnicah potopljenih žarkov, umrlih oči. V prekinitvah teme samota požira svoje otroke. Preko nočnih potepov grize telo lastne odpadke, izgubljenosti in ničnosti prepadov, v katerih ležijo umazani udi milijonov pozabljenih, zapuščenih, prekletih. V njihovih sanjah se tipa za optimizmi nakopičenih križev, nikjer postavljenih, skritih, nikoli videnih, v ostankih prihodnosti, v nikoli uzrtih obrazih, v očeh in ličnicah nabranih solz in pretakajočih ljubezni, v teh nikoli budnih sanjah, visoke roke, dvignjene v zrak, grabijo svoje mrtve sosede, kričijo, upajo, pozabljajo, odpuščajo. V jokajočih dneh, ko se duh umika v votline skritih pogledov in se v pljučih nakopiči zrak, takrat se telo v lastnih močeh
prelom. Odhajanje skozi globeli, kjer svetloba požira samo sebe, v teh prostorih brez luči tavajo telesa v smrtnih grozotah padlih angelov. Njihova krila so zažgana, spremenjena v temni, gobasti prah, ki se dviga nad nočjo ubitih svetlobnih žarkov. V padcu se iščejo prazni prostori za počitek, za trenutek tišine in miru, a padec je glasen, vpijajoč prekletstva, ki zaznamujejo vsa bitja črne, trepetajoče teme. Hodijo v prostore brez oken, brez svetlikajočih iger, brez plamenov, ki si podajajo roke in razširjajo vogale, kjer se skrivajo sence. Tu igrajo na svoje lutnje osamljenosti, pozabljenosti in ubijajo sonce, ki se rojeva v jutro. Lepo pozdravljeni na današnji literarni kavarni Knjižnice Domžale, ki se je tokrat pričela malce drugače, kot smo običajno vajeni, z branjem poezije. Pesmi, ki sem jih prebrala, se nahajajo v pesniški zbirki z naslovom Trki, ki je pred kratkim izšla pri založbi Zamisli in jo lahko vidite tukaj na stojalu. Pesnika in knjižničarja Luke Hrovata, s katerim se bom nocoj pogovarjala o poeziji. Upam, da vam bo lepo in da boste uživali v tem pesniško navdahnjenem večeru. Luka, lepo pozdravljam tudi ti. Pozdravljam vsi. Najprej bi te rada vprašala, kakšno je pravzaprav tvoje občutanje, ko nekdo drug prebira tvoje pesmi? Priznam, da bi bilo meni osebno verjetno čudno, saj se moja doživljanja in moje predstave teh pesmi verjetno ne skladajo s tvojimi doživljanji in s tvojimi predstavami. Mislim, da ima vsak pesnik s tem problem. Ker v trenutku, ko sliši svojo pesem, je prvič ne dojemaš kot svojo, je tako tujitveni alienacijski občutek. Po drugi strani je pa zaznavaš v pesmi polnih drugih pomenskih odtenkov, ki jih, ko si pisal, nisi. Tako da v tem smislu je občutek alienirajoč, torej utujitven, izjemno utujitven. Recimo jaz ne bi nikoli prepoznal svoje poezije, če ne bi to napisal. Tako da imam tak ambivalentni občutek do tega. Ko pišem ali pa moja intenca pri pisanju, seveda je notranje mrmranje, ko je zapisana pesem in ko leži par mesecev v predalu, ko jo zopet vzameš ven in prebereš. Pri meni je vselej videnje branja kot kričanje. Da jih bereš na glas? Ne, nikoli. Ampak predstavljam si pa, da so to kriki. Torej, da so kot da bi z vsem zrakom, ki ga imaš, kričal o neki bolečini. Jaz nimam, bi rekel, tona tega kričanja, me pa vselej spominja na, verjetno vsi poznate to sliko Munka, Krik, ko je ta obraz, ki se drži in so odprta usta, ampak mi slišimo tak krik. Nakljub temu, da je nemi krik. To je zame poezija. Nemi krik, ki potrebuje bralca, da se ta krik sliši. Ja. Naslov tvoje pesniške zbirke, kot sem že omenila v uvodu, je Trki. Pri čemer ne gre za trke kar tako, ampak, če sem prav razumela, za trke znotraj ljubezenskih odnosov. Kakšna je bila pravzaprav osnovna ideja oziroma rdeča nit, ki si sledil tekom pisanja? Trki so zelo posplošen naslov, ker se označujejo
definirajo vse, kar se dogaja med ljudmi. Torej, ne samo bi rekel neki intimi, ampak na družbeni, politični, kulturni ravni. Trgi so tam, kjer se mi drug drugega srečamo. Hkrati ni samo neko bodalo, bi rekel, ki ločuje, ampak je tudi srečanje med različnimi ljudmi. Torej, ne gre samo za neko, čeprav sem bolj temen pesnik, ne gre samo za neko črnino, ampak gre, da skozi to črnino se lahko kdaj zasluti kakšen nasmeh, kakšna svetloba, kakšen zvezdni utrinek, ki mogoče to noč, to temnino bolj določa. V tem smislu so na nek način naslov poskuša govoriti o nečem, kar mi vsak dan doživljamo, a mogoče nismo toliko pozorni. Zato je tudi naslovnica oblikovana kot eno igrivo, humoristično ubesedenje tega, o čem v poeziji gre. Tam so pač avtomobilčki, kot da se trčijo, pa bolnišnični avto, pa tako naprej. Ampak kljub temu, da gre na nek način malo za humor, za humorizem, je smrtno resen. Gre za smrti, gre za trpljenja, gre za bolečine, gre za to, kar mi nenazadnje doživljamo, vidimo, občutimo drug z drugim in kaj se dogaja z drugimi. Pač ne moramo izven tega, kar se dogaja znotraj neke civilizacije, kulture, države in izven nje. To so neka brezna. Zame je poezija brezna. Brezno, v katerega se ne spuščaš, to ni nekak rudniški rov, v katerega z vso opremo stopaš, ampak si porinjen, padaš, pojma nimaš, kje so kakšni oprimki, nimaš nobenih orodij, s katerimi bi lahko povedal, kaj se dogaja, pa vendar vse, kar imaš kot pesnik, so besede. Zdaj beseda, veste, razlika mogoče vsaj zame med pesnikom in prozaistom je v tem, da prozaist ima besede, bi rekel, strese iz rokava. Medtem, ko pesnik se pa bori proti besedam. Ni mu všeč. Jaz imam recimo težave, ko imaš kakšno besedo, besedno zvezo, se ti vleče 2-3 mesece, pol leta po glavi. Ne moreš se spraviti ven. To je trpljenje, to tesnoba, to ni nek lep, prijeten občutek. Zdaj bom pa jaz napisal neko lepo pesem, duša bo šla na papir. Tle imam jaz težave, tle so blazne. Ne vem, kako bi ubesedil to, kar se mi vrti v besedni zvezi. Se pravi, da tako kot se nekomu, naprimer, nekemu pesniku prikazujejo neki prizori, nekdo ima v sebi nek občutek, tebe pa zasledujejo besede, oziroma neke besedne zveze, ki jih moraš potem... Ja, besede, dobesedno te zasledujejo, to je lepa beseda. Naloga pesnika, ali pa v tem primeru, ko pišem, je, da te besede, besedne zveze spravim v nek redosled. Vendar ta redosled ni kakršenkoli. Pisanje poezije ne pomeni, da vzameš slovar slovenskega knjižnega jezika, etimološki slovar, pa zdaj nekaj napišeš. Ampak poskušaš ravno te pomenske utrinke besed, ki so tam zapisani, napisani, družbeno konsekventni, potlačati, jih razrezati, jih pozabiti in na podlagi tega pepela sestaviti novo. Torej, nove besede, nove besedne zveze, nove utrinke, novo občutenje. Na nek način, bi rekel, pesnik poskuša ustvariti nov dom. S tem, da tega doma nikjer ni. Je na nek način kot neko domovanje, nomadsko iskanje doma, ki ga nikoli ni. Zato ima poezija velike težave, ko hitro
mitologizira. Hitler je lahko uporabljena kot ideološka praksa različnih nagovorov. Zato ni čudno, da nas je že Platon hotel iz države vršiti. Ko sva se pogovarjala o tvoji poeziji, si v nekem momentu izjavil, da pripovedovalec tvojih pesmi pravzaprav ni pesnik kot tak, ampak čuteče telo samo. Nam lahko kaj več poveš o tem? To je težko vprašanje. Vedeti treba, da vsak pesnik si naredi neko imaginizirano zgodovino ljudi, ki so ga določili, da je ne samo postal pesnik, ampak da vztraja kot pesnik. In mene je pa zaznamovalo tako ali drugače pač 20. stoletje. Seveda govorim v umetniškem smislu, poeziji različnih izmov začetka 20. stoletja in iskanja materializacije glasu. In meni je bilo zanimivo kot pesniku, ko berete poezijo, da je ponavad v središču pesniške besede lirski subjekt. Pač to se tudi učimo v šoli in tako naprej. Jaz sem imel zmer zelo, bi rekel, včas zelo destruktivno težnjo po tem. To mi je bilo čudno, ni zraslo na mojem zemljiku, nisem pa mogel sprejeti tega lirskega subjekta. In sem se vprašal, pa kdo pravzaprav govori. In moje vprašanje v smislu iskanja, hkrati tudi poetične govorice, je bilo, da kakorkoli pogledamo, govori telo. Telo sporoča daje določene znake, simbole. Brez telesa bi bilo težko kaj povedati. Brez te materializacije, telo vidim kot materializacijo besede. In v tem smislu je zame poezija, če sem prej govoril o nemem kriku, je telo tisto, ki nese ta krik, ki nosi krik, ki je malha tega krika. In kakorkoli ga stisnemo, pride iz njega določen zvok, določen ton. Lahko ga tudi režemo, telo vselej lahko režemo, na simbolni ali realni ravni. In ko ga režemo, krvavi. In to krvavenje je njegov glas. Tukaj se mi zdi, da podobno razmišljaš kot Svetlana Makarovič. Ona na primer pravi, da je poezija, oziroma da za poezijo obstaja vedno neka bolečina, ki sicer ne krvavi več, sta pa za njo ostali brazgotina in pa spomin. Po njenem so torej verzi brazgotine nekdanjih ranj. Pač seveda s tako veliko pesnico ne moreš reči, da se ne strinjaš. Bi pa rekel, da se strinjam vsaj s prvim delom, medtem ko z drugim, da zdaj odvisno pač, kako bolečino oziroma travmo dojemamo. Jaz mislim, da ni treba, da ti doživiš nekaj hudega, da si sposoben pol pisati. Bolečine in travme so povsod okoli nas. Nazadnje jih se dajemo mi sami, drugim ljudem, samim sebi. Tako da jaz to bolj slišim kot uglaševanje s telesom. Torej, da se uglasim s to bolečino, s tem krvavenjem, o katerem pišem. Zato je to zame zelo naporen trenutek. Ne gre zlahka, zelo težko spravim od sebe, iz sebe. Kot rojevanju. Ja, gre za neke vrste bolečino, krvavenje. Tako da je v bistvu hkrati intimno, hkrati je ta intima je postavljena v zunanji prostor, kot da ni tvoja. Zato imam tudi tak občutek na tvoje prvo vprašanje, ko bereš mojo poezijo, da ni moja. Da tudi, veste, tudi na knjigi, seveda
knjiga je sestavljena iz ločevalcev, tam piše nekje Luka Hrovat, Trki. Ampak ambivalentno odnos imam do tega. Kdaj pa si pravzaprav začel s pisanjem poezije? Kaj te je pravzaprav spodbodlo k temu pisanju in pa kako pomembna je pravzaprav zate poezija? Bi sploh lahko normalno živel, ne da bi ta svoja občutanja izlil na plan, ne da bi jih rodil? To so taka mitska vprašanja, da moram določiti prvi čas, torej mitski čas, ko se je čas začel. No, pa bom probal. Tako je, odkar na nek način zavest o sebi obstaja, seveda to ne morem reči, da je bilo v osnovni šoli, ker nekaj blazne zavesti takrat jaz nisem imel. Se je pa dogajalo to seveda v prehodu v srednjo šolo oziroma v srednji šoli in seveda logika je bila banalna, pač ponavadi vsako življenje oziroma vsak vzpon. Bila je pač zaljubljenost v neko, rekel, šolsko ljubeznijo. In pač, ker do tega ideala ne moreš pristopiti, ali pa ne znaš pristopiti, ali se pa te je strah pristopiti, tesnoba, začneš pol nekaj izlivati na papir. Seveda to še ni poezija. So pa to te zametki, ta spotikanja, ki so me pripeljala pol na pot poezije. Tako da to je ta mitski začetek mojega ukvarjanja s poezijo. Po drugi strani je pa v teh dolgih desetletjih to preraslo v življenjsko prakso. Torej, jaz si ne predstavljam, da ne bi pisal. Res je, da sem pesnik, ki piše izjemno počasi. Traja 6 do 8 let, da napišem eno pesniško zbirko. Veste, zmer se tudi vprašam, kako to, da mora v eni pesniški zbirki biti 50-60 pesmi. To jaz ne razumem. Kako nisem razumel, pa to je napor. Razumem, da bi bilo 20-30, to bi še šlo. Tole, ker recimo v teh 40, tole se je pisal 6 do 7 let in to sem komi spravil iz sebe. Mislim, to ni zame lahkotno početje. Ne morem pa brez tega. Je en tak zanimiv obrat se dogaja. Po eni strani ne moreš brez, po drugi strani se pa sprašuješ, kdaj bo sploh prišel toliko daleč, da bo nekaj išlo v knjigi. Tako da, ko gledam, vedno rajmam kakšne, ne vem, vedno bolj se zalotevam v iskanju poezije, recimo srednjega veka. In potem tam ugotavljaš, to niso imeli probleme, koliko mora biti pesmi, da bo pesniška zbirka išla. To mi je všeč, zakaj bi bilo treba. Tako da ne znam, brez pa, to je ta moja lastna dialektika pesniška. Je pa treba tako, v poeziji moraš veliko razgrajevati. Tudi ta mitski čas, o katerem sem prej govoril, kao rojstvo moje poezije, je prvič vprašanje, če je moja, kar je pač moj lastni problem, torej pesniški, umetniški problem. Po drugi strani pa ta mit je treba razgraditi, vse dekonstruirati. Ker iz tega bi lahko nastala pol, a veste, pol imamo to radi teh anekdote o določenem pesniku, ko se pol po kuluarjih govorijo, veš, začel je pisati, ker ni mogel biti tisto punco tam. Ni čisto, ampak dobro, ne bomo pa blazno zgrešili, če bomo tudi rekli, da je to začetek in ustvarjanje. Pa se zgodi, da je tudi kakšno leto mogoče ne napišeš nobene pesmi? No, se je že zgodilo tudi, da je 2 leti bilo nič napisano, ampak to je bil pa že strah, pa tesnoba, pa se zbujal v sred noči, da sem še pesnik, in mislim, tako da ta bojazen pri meni vselej obstaja, ker hkrati tudi, ko se nekaj napiše in ko gre pol malo v predale, pozabe, nisem nikoli prepričan, da je to dovolj dobro. Drugič, nisem nikoli prepričan, da sem zadev tisto, kar sem želel povedati. Ker niti ne vem, kaj sem hotel
zadeti. Ampak gre za en tak čuden princip, kot da misliš, da je neki cilj. Po tretji strani je pa ta strah pred tem, da boš izgubil navdih. Vse mogoče kdo, ki kaj tudi drugega ustvarja, ima mogoče podoben moment, intuicijo. Skrbite, da je to. Da si se spil. Ja. In da si na nek način, to se pa boji, zakaj? Zato, ker misliš, da boš umrl. Da, če je tega konec, da na nek način velik del tvojega življenja, ki si ga predstavljaš na tak način, ki si ga živel, umre. In ne želiš umreti. Potem bi se verjetno strinjal z izjavo glavnega junaka iz knjige Zvok stvari, ki pada, kolumbijskega pisatelja Juana Gabriela Vazqueza, ki pravi, da nas poezija nadleguje v najbolj nepričakovanih trenutkih v življenju. Ja, zdaj, apropo temu, naj bo ena anekdota, ki se mi je glih spomnila na Svetlano Makarovič. Ona je enkrat lepo povedala v enem intervjuju. A veste, mi imamo zmer tak čuden odnos do tega, ko človek reče, da je pesnik ali pa umetnik. Pa da tiste honorarije, recimo, če kdaj dobi, da so prenizki. Ko pa ljudje pa zmer reče, te pesnike pa umetnike, kaj to rabimo sponzorirati. Ona je rekla, da najtežji v življenju je bilo, ko so jo zasledovale določene besede, da se to po noči dogajalo napol v sanjah in da je največji napor bil da se je zbudila. In vstala iz postelje, ker ne bi nikoli naredila, ker je bilo toplo, in se usedla za mizo in zapisala to besedo. Samo besedo. In šla nazaj spat. In to težavo jaz velikokrat doživim. Neža Maurer je tudi nekoč rekla, da ima ona kar na nočni omarici zvezek in svinčnik in da enostavno in največ teh idej navdiha pride ravno po noči in da si potem kar zapiše. Ja, zgleda, da je to nekaj reč. Takrat prihaja izpod zavesti, veš. Ja. Tako da jaz nimam nič zraven za napisati, ker tega ne maram, ker če imaš zraven omarico, pol ni treba ostati. Če moraš pa v kuhno, torej v drugo sobo, moraš pa vstati. Ponovati ne moraš iti takoj spati, pa moraš kavo si narediti, da sploh si navbuden in bla. Ti moraš pa kaj narediti. Ja, polno enih ritualov je zato, da se nekaj napiše. Polno težav. Ampak je pač to del ene ritualizirane prakse, ki jo vsak pesnik ima. Torej, imaš določene rituale, preden začneš pisati? Imam. Če neč drugega to, da se to, recimo, mogoče je tudi glavna ideja te pesniške zbirke Telo za te, ker na telesu jaz doživljam te spremembe. Če v določenem obdobju vse ne usedem, ko govorimo o tistem obdobju, ko veš, da se bo nekaj napisalo, in da ta obdobje odmikam od sebe, ga ne želim, mi je prej težava kot kaj dobrega, takrat se začne moje telo upirati. Takrat se začne, bi rekel, kar neke čudne vrste epilepsije, se začne malo stresati, počuti se v vidu, malo te začne dušiti. Tako, glavno, kot da ti telo na svoj nivo sporoča, svojim glasom sporoča, da te ima dost. Da nič drugega nisi kot pisalo v njegovih rokah in da se že used pa to napiš in tako bomo še blazno delali na tem. Do kolikšne mere pa je tvoja poezija, zdaj ko si rekel blazno delati na tem, stvar navdiha in do kolikšne mere stvar trdega dela oziroma garanja? Sploh glede na to, ker si rekel, da je tvoja pesniška zbirka nastala toliko časa, 6-7 let, predvidevam, da si zelo dlakocepski in da potem narediš še veliko popravkov, preden si zadovoljen s končnim izdelkom. Ja, pa ne. Zdaj, veliko popravkov, ko vidiš, da silaš podobo besede. Ker gre
pri ustvarjanju vselej, saj jaz ga tako doživljam, gre za siljenje novih besednih zvez, pomenov in tako naprej. In ko vidiš, da gre to siljenje predaleč, vidiš, da si sam šel predaleč. Tisti se nikoli ne konča dobro. Tisti ponavadi konča v smeteh. Sem imel tudi obdobja, ko sem zažigel, recimo, to sem imel fluorat, ko smo še imeli doma kamin, je bila to moja stalna praksa. Tako da tudi nimam, kar mi je zanimivo, nič za nazaj za pokazati. To so se pisale cele pesniške zbirke, pa to je vse šlo. In se mi zdi to dobro, ker recimo, če gledam ustvarjalce, torej pesnike, ki so začeli, ponavadi začnejo zelo mladi, torej tudi da objavljajo svojo pesniško zbirko v 20, 19, 21, 22 letih. Jaz sem kot tega nisem želel. Zmer mi je bilo to, kaj pa Luka, pol čez 20 let, ko še pogledam nazaj, to pa sram vsega tega. Ne, in pol sem naredil prvič en preizkus. Po 5 letih, nekaj talzga 6, sem iz predala vzel te pesmi in jih predelal in sem na nek način ne sam jokal, ampak sem skoraj bruhal od tega. Ne? In sem seveda zaškal to vrgo stran, to ne gre. Ne? In sem pol skozi to prakso poskušal postaviti svoj lasten angažma, kako pisati poezijo. In da to ostane. Ja, zato ker v tolikem času se je verjetno spremenila tudi tvoja poetika, tvoje razmišljanje. Poetika se je iskala. Se je iskala. Ja, v mladostnih letih, a veste, ko hočeš biti pesnik, ko si narediš to imaginarno zgodovino svojih velikih junakov, od prekletih pesnikov do Srečka Kosarja, recimo. Se seveda ujameš v identifikacijski moment in ti ponavljaš za njimi, ne da bi hotel. Ne? In je zato nujen odmik, recimo po 5-6 letih, ko primaš pa prebereš poezijo in vidiš, da ni nič tvojega. Ne? Da, to je pa, da bi Rimbaud ustal iz groba. To si pa ne moš privošati. Tako da to je bilo zame zorenje pri iskanju svoje lastne pesniške govorice. Ko sem jo najdel, sem točno vedel, da je to to. Kaj pa navdih in garanje? Zdaj, navdih pri poeziji je vse le obstaja. Ne? Ali je to, so te fragmenti sveta, ki name delajo navdih. To je lahko, tako kot se mi zdi pri vsakem človeku, lahko je to pogled, jaz se raje rečem, ne v nebo, v zemljo. Lahko je pogled na žensko telo, dele telesa. Lahko je enostavno nek občutek, neka barva, ki jo poskušaš najti v besedi. Različni navdihi obstajajo. Garanje pa pride šele pol, za navdihom. Šele tam se začne zame poezija. Prav, ni enega brez drugega. Ja, ni, nažalost ne. Za koga pa pravzaprav pišeš? Pretežno zase ali za tiste redke bralce, ki posegajo po poeziji? Oziroma, takole bom vprašala. Kdo bolj potrebuje poezijo? Pesniki, da se izrazite, ali bralci, da se nas dotakne? To so take težke vprašanja. Tako bom rekel. Sartre je napisal en izjemen tekst z naslovom Kaj je literatura. In ko tam razpravlja kar 20-30 straneh svojo razpravo, na koncu zaključi z vprašanjem. In to vprašanje je v bistvu tvoje vprašanje, ki mi ga postavljaš. Za koga pišeš? Tako, mislim, da je za ta dialektični odnos bralca in pesnika. Pesnik ne more brez bralca, zato ker drugače njegova poezija nima. Bralec pa ne more brez pesnika, ker drugače nima kaj brati.
Tako da v tem smislu gre za neko čudno dvojino, ki se na nek zanimiv način sama spodkopljeno dopolnjuje. Zakaj sem uporabil ta izraz? Zato, ker gre za, ko bralec bere poezijo, na nek način ne samo, da ji da glas, ampak jo tudi spodkopava v svojem pomenu. Oni sami dodajo pomenu. Celo več, mislim, da je prava umetnina tista, ki od bralca zahteva, na nek način, v narekovajih, zahteva njegov lastni output. Torej, da od bralca zahteva nek umetniški akt. Ali pa bom sam rekel nek akt, je dovolj to. To bi bila zame prava poezija. Torej, da zahteva. Nekaj zahteva od nekoga. In to je za bralca napor. Poezija ni lahka. Ni nikoli bila lahka, v celotni zgodovini. Ne. Berite Homerja, Vergila, to ni za, bi rekel, branje za lahko noč. Ne. Od bralca zahteva napor. In ta napor je nujen. Napor, ki ga človeško bitje ne želi. Pa se ti zdi, da mora bralec nujno razumeti poezijo, ali ni dovolj, da jo zgolj samo čuti? Vse mislim, da je čutenje del razumevanja. Ker se mi zdi, da se mogoče prevečkrat sakralizira poezijo kot nečesa, kot nekaj težje doumljivega in potem mogoče velika večina ljudi sploh ne posega po njej, ker obstaja pač nek mit, kako je zdaj to težko doumeti. Pa se mi zdi, da bi bilo mogoče treba dati, ne vem, to razumevanje samo na stran, pa se prepustiti in v bistvu samo občutati pesmi. Napor, o katerem sem prej govoril, ne gre za napor razumevanja, ampak gre za napor, da si vzameš čas. Za poezijo je drugače kot s prozo. Prozo vzameš sabo, bereš. Lahko je odstavek, 2, lahko so 3 strani, 10, 15, 20, lahko na dušek prebereš roman. Medtem, da pri poeziji ne moreš tega narediti. Na dušek ne moreš prebrati. Lahko probaš, lahko tudi nadiš, mislim, čisto materializirano, ampak od tega ne bo nič. Ti enostavno moraš pustiti, da te besede, ki so uporabljene v pesmi, zabodejo kot zbodljaji. In v tem smislu na nek način moraš pozabiti na svojo lastno zgodovino branja, če lahko tako rečem. Kot da si prvič soočen s tekstom. In to je težko, v tem smislu je to napor. Zato se poezija ne bere, ker potrebuje ta napor. Zato se ne kupuje, ker potrebuje ta napor. V kolikšni meri pa se pesnik sploh sme približati bralcu? Vse se že, s tem, ko je izdal. S tem, ko je poezijo dal v družbeno polje. Na nek način je zame poezija intervencija v družbeno. Na svoj lastni način seveda. To ni kakšna druga intervencija v smislu protesta ali pa kaj takega. Ampak s tem, da nekaj, kar je nekdo naredil, zaživi samo svoje življenje. Jaz nimam vpliva na to, kako bojo ljudje brali, recimo v tem primeru mojo poezijo ali pa kaj se bo dogajalo s to zbirko. In me tudi na nek način ne zanima. Lahko samo vzpostavimo določen dialog ali pa skupen brlog ali pa domovanje, o katerem sem prej govoril, v katerem se srečujem. To je pa vse. Ampak to je od bralca odvisen, ker on te nosi v glavi. Kaj pa pesniki? Pesniki se običajno ljudem odprete, jim pokažete svoje šibke točke, sploh če gre za neko osebno izpovedno liriko. Se ti brez težav razgaljaš pred svojimi bralci? Ja, jaz nimam rad te romantizirane lirske poezije, v kateri ljudje govorijo o svoji notranjosti in duša plava na papirju. Jaz enostavno to ne verjamem. Mislim, da gre za ideološko masko.
nimam probleme v bistvu s tem, zato ker kar podajam je krvavenje, bolečino, krik. In ta je univerzalen, v tem se lahko prepozna vsak človek. Torej, ne silim, ne verjamem v tem smislu, da bi odprl svoje telo in znotraj tega telesa bi bile solze duše. Mislim, da solze duše so na papirju, ne v telesu. Telo kriči po ubeseditvi in ubeseditev bi zame bila duša poezije. V tem smislu bi lahko celo rekel, da lahko dušo izmerimo, da lahko stehtamo. Pesniško zbirko date na tehtnico, pa boste videli, koliko je duša težka. Malo za hec, ampak ni deleč od tega. No? Jaz ne verjamem, da se nekdo odpira, ker ko odpreš telo, so noter organi. In kaj se zdaj noter odpira. Tako da s tem nimam problemov, da bi kako se rekla, razgalil preveč v tem smislu. Jaz sem popolnoma na nek način odprt, krvavim pred drugim, torej pred bralcem. In na bralcu je, kaj bo s tem krvavenjem, s to bolečino, s tem krikom storil, naredil. Ne? Mogoče bo dovolj, da jo bo odrinil od sebe, mogoče bo dovolj, da jo bo na nek način vrgel od sebe. Mogoče bo dovolj, da bo šel z nekom na pivo in bo govoril o tem. Različne prakse obstajajo, branja in dojemanja branja. Tako da... Ja, zdaj, ko si omenjal dušo, Milan Dekleva, slovenski pesnik in prejemnik Prešernove nagrade, je na primer mnenja, da poezija igra vlogo, ki so jo v starih časih igrali šamani. Torej, posamezniki, ki so nekako znali uravnotežiti telo in dušo. Skratka, on govori o poeziji kot o zdravilstvu duše. Kaj pa ti porečeš? Tle je pri meni problem. To je to, kar sem prej govoril o mitologizaciji. Mi vemo iz zgodovine, recimo samo če pogledamo 20. stoletja, da veliko pesnikov je dalo svoje pesmi, svoje ideje na tnalo zelo problematičnih ideologij. In v tem smislu je poezija taka, kot jo je Platon želel imeti. Torej, da poje epe, ode o velikih stvareh države. Jaz nisem tak poet. Jaz sem poet, ki ga zanimajo mikroravni, ki ga zanimajo spodrslaji, ovire, rezi, bolečine, vsakdanjika. Torej, ta poezija ne more biti velika. Ta poezija ne more nastati himna. To ni romantični pogled na svet v smislu, če bomo živeli po poeziji, bo vse plusi in minusi se bojo na nek lep način uskladili kot jing pa yang in vse bo lepo, popolno, zaobljeno, mehko. Moja poezija je ostra, je osmerokotna, trikotna, se zbodeš in krvaviš. Ni lahko s to poezijo, bi rekel, ni je dobro udomačevati, ker te bo rezala. In v tem smislu sem popolnoma drugačen pesnik, kot o čemer govori recimo Milan Dekleva. Pa mu priznavam seveda vse, kar je pač treba pesniku priznavati. Da ne v tem misli, da ne berem take poezije. Vendar mislim, da jaz zasledujem popolnoma nek drug nivo ubesedenja stvarstva človeka. Zakaj si za svojo pesniško formo izbral ravno nenaslovljeni, okrnjeni sonet, to je sonet brez zadnje tercine? Zakaj je ravno ta oblika tista, ki se po tvoje sklada samo vsebino tvojih pesmi in pa z samo melodiko pesmi? To sem imel pa velike težave. Iskal sem to formo, pa je bilo dolg časa, sem rabil, da sem jo najdel. Hotel sem narediti en prelom v
tem, kar smo imenovali imaginarna zgodovina pesnika. En prelom in seveda prelomov je več se je zgodilo v zgodovini poezije. Mene je najbolj zanimal ta prelom sonetov. Sonet sem izbral zato, da v trenutku čist na vidno polje, ko nekdo odpre pesniško zbirko, mu je tako jasno, da gre za poezijo. Torej gre za, še preden začne brati, ve, da gre za poezijo, kljub temu, da ni napisano nikjer, da gre za poezijo. Torej ta mal starinski 19-stoletni moment. Po drugi strani sem ga seveda ta moment hotel posodobiti, v tem smislu, da pač jaz nisem pesnik 19. stoletja, niti ne želim biti, sem pesnik 21. stoletja. Problemi so drugi, drugačni in je treba to formo prilagoditi mojemu času, če lahko tako rečem, mojemu izrazu, moji ostrini, mojemu rezanju. In v tem smislu sem prišel na to idejo rezanja soneta, da ta zadnja tercina izgine. Se mi zdi, da sem seveda je to na nek način zahtevala sama poezija. Da sem najprej že vedel, o čem bom pisal, ali pa kaj se piše, rabil sem pa formo, ki bo posoda, ki bo držala te pesmi. In se mi zdi, da mi je kar ratalo. V pesniško zbirko si vključil 40 pesmi. Nosi to število kakšno simboliko? V bistvu ne, ker jih nisem mogel 50 napisati, pa sem rekel 40 bo dosti. Pa ne, 40. Zakaj okroglo? Okroglo, kaj jaz vem, zato je, ker veste, ker jaz dobim kakšno pesniško zbirko v roke, vse vem, to je tako malo čudno. Najprej preštejem, koliko je pesmi objavljenih. In zelo malokrat se zgodi, da jih je, ne vem, 62, 63, 77, zmeraj polno število. Ali pa staj na 5. Potem si ponavljal. In pa sem rekel nič, pa če jaz ne morem 50, pa 40. Mogoče velja omeniti tudi to, da si v zbirko kot nekakšen uvod vključil tudi 3 verze tebi ljubih literatov, Saše Vuga, Srečka Kosovela in Slavka Janevskega. Verjetno so vsi na nek način vplivali na tvoje pisanje. Ja, njih sem vključil z eno specifiko, z točno določenim momentom. Ne toliko, da pokažem, da so na nek način del mojega umetniškega sveta, kot bolj, da upozorim, da je v poezijo, v katero bralec stopa, ni klasična poezija, ki jo ima mogoče v glavi. Ker, če smo prej govorili o naporu bralca, sem ga poskušal že na začetku pripraviti, da je vstop težak. Zato stojijo te 3. Janevski, makedonski pisatelj, predvsem zaradi tega, ker je en redkih pisateljev, ki se je blazno ukvarjal, jaz bi temu rekel fenomenologijo kosti v svojih romanih. In meni je to, kot da sem srečal družabnika, ki na podoben način razmišlja s tem, da on piše prozo, ali pa je pisal prozo. Jaz sem pa to poskušal v poezijo spraviti. Kosovel pač zaradi tega, ker je, čeprav je zdaj Kosovel tako popularen, morate vedeti, da Kosovel ni bil popularen vse do 60-ih let. Blazno malo ljudi je poznalo Kosovela do 60-ih let, ko izidejo njegovi komisi zaradi ocvirka. Leta 1946, ko izidejo zbrana dela Srečka Kosovela, skoraj noben je vedel, kdo je to. Tako da ta naš pogled na Srečka Kosovela je kratkočasen, to je 60-70 let, nič več. Kosovel ni bil znan vse do zdaj, na nek način. In jaz sem hotel tukaj opozoriti na Srečka Kosovela, ki ga mogoče ne želimo videti, ker gre za Srečko Kosovelov več. Je pesnik Krasa, ki se mu vsi Slovenci klanjamo.
Meni je recimo veliko bolj všeč pesnik Konsol, torej družbeno kritični urezovalec evropske politike. Tle sem najdel v njem nekega sopotnika, ker se mi zdi, da moja poezija na podoben način govori o teh ostrinah sveta. Medtem ko Sašo Vuga je pa avtor, ki je zame kot bralca, seveda je to pač idiosikratična teza, najboljši pisatelj, ki jih imamo. V tem smislu sem želel opozoriti s tem kratkim insertom o poetičnosti njegove proze. O tem, kako ravno tako, kot jaz na nek način vidim napor v branju poezije, sem najdel njega kot tistega pisatelja, ki zahteva napor ravno tudi pri svojih delih. Zato sem jih vključil vse tri kot neka predstava poezije, ki se bo zgodila bralcu. Zgodovinsko gledano, zdaj, če gremo malo na družbeno raven, smo Slovenci veljali za narod pesnikov. Se ti zdi, da to še drži? Slovenci beremo poezijo, oziroma ali imate pesniki dovolj publike? Če danes pogledam, jih je preveč. Nenavadno veliko za pesniški večer. Res je, da smo Slovenci pesniki, ker že vsak, vsaj v samo založbi, kaj izdaja. Tako da v tem smislu produkcije je veliko, je ogromno. Koliko se jo pa prebere, pa zdaj druga. Mi oba sva knjižničarja, veva, da poezija se skoraj da ne bere. Imaš seveda entuzijaste, ki vse ne berejo, ampak če gledava na neki večji površini, vidva, da tega je zelo malo. Zelo malo se bere poezije, kar je na nek način moja teza, da poezija potrebuje napor. Ampak zanimivo pa je, da v določenih prelomnih trenutkih zgodovine, ko se človeku nekako zamajajo tla njegove eksistence, zdaj, če vzamemo na primer Slovenije za časa osamosvojitve, takrat pa pesniki kar privrejo na dan. Ja, saj to je ta problem pesnika. Privrejo na dan zato, ker omogočajo lahko mitologizacijo. Jaz kot pesnik sem tle izjemno rezerviran do tega početja. Ker je, pa ne mislim, da je to kaj slabega, ampak hitro zapopademo to Platonovo idejo, kaj je naloga pesnika. Jaz se proti tej nalogi pesnika borim z vsemi sredstvi, ki jih imam. To je pač beseda in telo. In ne pristajam na mitologizacijo. Veste, ne nazadnje, zdajle se je zgodil haaško soočenje Karadžiča, vsi to vemo. Karadžič je po določenih srbskih literarnih teoretikih bil v tistih časih, ko še ni postal klavec, kot ga poznamo, en najbolj priznanih srbskih pesnikov. To meni grejo kocine po konc. Da ne govorim, recimo, če gremo malo nazaj v zgodovino, pesem Zvonov od Šilerja. To je recimo pesem, ki govori o takih čudnih družbenih, državnih konstelacijah, kaj bi bilo dobro za ljudi. Tako da jaz sem izjemno skeptičen do vsega tega, zelo kritičen do tega, ne maram tega, bežim pred tem. Moja poezija nikoli ne more biti taka. Z mojo poezijo se ne moreš identificirati, ni šans. Pri moji poeziji je edino, kar bi lahko bil kakšen dodatni samomor, ampak to pač, zato ne bom odgovorila. Prvi mi je ta problem. Čeprav mi imamo te velike veljake, spomnimo se lastno osamosvojitev, Toneta Pavčka na portalu, ko je bral ustavo. Mislim, da je današnja naloga pesnika, če kakšna je ne mitologiziranje,
je poskus na nek način bralca ali pa bralce pripraviti do drugačnega branja poezije. Torej, ne do branja, ki so ga vajeni. Mi Slovenci smo vajeni Pavčka, Zlobca, Kajetana Koviča in vseh teh. Težko se pa navadimo na branje recimo Andreja Medveda ali pa recimo, kaj je že ta Ivo Svetina, recimo, če ga berete, ali pa Vena Taufarja. To je izjemno težka poezija. Zahteva svoj čas, svoj napor in ne moreš se identificirati z njim, kar je dobro, zato ker ohranja ta neidentifikacija, ohranja to domovanje, o katerem sem prej govoril, da gre za srečevanje bralca in pesnika. Ne pa, da gre za skupnost v smislu mitologizacije. Dajmo vse svoje negativnosti in pozitivnosti na stran in skupaj zaživimo v tem lepem, harmoničnem svetu. To mi je pa navarno. Luka, bi morda lahko na tem mestu prebrala še nekaj tvojih pesmi, bi se strinjal s tem. Tako da vabim vas, da še enkrat prisluhnete pesmi iz zbirke Trki in se prepustite svojim čutom. V prazni sobi razbitih spominov, v času, ki ga ni, v preteklosti, ki je odšla, v trenutkih razpršenosti, nebogljenosti in potopljenosti v mrtvi svet. V teh ugaslih lučeh na grobovih zaznamovanih se dviga meglica otrplih rok, tistih, ki iščejo prijema v podzemlju, kjer prst ovija grobove, krste in skrinje pepela. Preteklost je otekajoča voda, polna blata, odpadkov, smrdečega pohištva in neskončnih meandrov neznosnega, nepotrebnega užitka. V mlakužah nekdanjih dni se nahajajo rane, v svoji grozljivosti, nespodobnosti krilijo z rokami kot poslednji klici ptic selivk, ki oznanjajo konec življenja na zemlji in začetek na krilih neba, v nepreštetih razdaljah smrti. Čiste solze ležijo na obrazu, spačenem, otrganem, utrujenem, solznost oblivanja spominja na zidove hiše in znotraj nje sije luna, mavrica pa beži skozi vzhodno okno k tebi v usta. Ne smeš imeti imena, zbrisano je, nevidno, kot prostor sonca pred dežjem, suho, peščeno, utisnjeno. A dež izpira, prikliče si smrt in poje o ljubezni in pod sabo naredi povode, neurje, poplave, potrese, plazove. Briše ime, tvoje ime. Takrat iz praznega mesta potočijo solze, ne veselja, ne žalosti, lepote, melanholije. Mesto praznine boža svoj lepi obraz. V njem izžarevata dve kroglici časa, v zapiranju in v odpiranju pa se v solzah zarisuje utajeno ime za te trenutke, ko nihče ne gleda in nihče ne ve, neme kapljice končno spregovorijo. V ustnicah, v slinah telesa, v objemanjih srca, prepletanju tekočin drugo telo udarja ob prvo. V določanju položaja ljubezni se telesa ne utrujajo, živijo v drugem okoli sebe in sanjajo o sedečih objemih, ko se noge zapletejo in ne želijo razvezati položaja, ki daje toplino. Ustnice nabirajo pogum za poljube, ki prihajajo, in jezik, to živo meso se v iztegnjenosti prekrije s plaščem ogretega spomina in dlani razklenejo prste, ki počivajo na obrazu polnem veselja, smeha
v teh zlomih se zgodi dotik, ki osvobodi telo vseh invalidnih stvari. V tem dotiku se telo odpre telesu in živi sanje o sebi, da drugemu kaže svoje lastno meso. V tišinah razbeljenih zidakov pesti držijo zlomljene dlani, ki v trenutkih udarcev pokleknejo na požgana in razrušena tla. Kolena se prepognejo, noge zlomijo in zobje zaškripajo nad lastno nemočjo, a oči zažarijo v svoji besnosti in kriku in se ne uklonijo. Iščejo svoj zadnji pogled groba, počivališča, ki ne bo nikoli zaznamovano, vselej pusto in prazno, brez rož in ognja, ki bi spominjal na večno temo. Te pozabe se iztekajo v brezna in jame, v molk in tišine, ko zavese padajo in zagrnejo oder. Takrat, ko se tudi luči več ne prižgejo, smrt počiva v veličini. V svoji beli žalosti jo solzna tančica pokriva, kot bi jokala za molitvami, ki ne smijo molčati. Še eno. Črna zemlja, opustošena, zažgana, prekopana zemlja, v noči temna, v kopih trdna, neprebojna, neizravnana, kot telo v zgodnjih vzdihljajih. Vdih in izdih, napetost in okrutnost. Voda po njej potuje kot slina, ki jo izvržejo usta. Mirnost dneva se boji noči. Vse skozi hitijo noži, bajoneti, pozabljene skrbi, čudni smehljaji in nerazumna govorjenja. Kot sivine sklonjenih skal, kjer so rože izgubile vonj in hiše samevajo v kopih dima. Ni cvetočih dreves, ni iskrit življenja, ki bi kot olje poganjale stroje minevanja. Smrt se prebudi, nikoli ne joka, samo brni v svoji predanosti okolju, ki ga ne bomo nikoli spoznali. Gori in se smeji. Zdaj pa, če bi imel morda kdo izmed vas še kakšno vprašanje za Luka, in zdaj se mi zdi idealna priložnost, tako da, če bi kdo kaj vprašal, nekaj dvigne roko. Izvoli. Se ti ne zdi to, da je recimo imaš to začrta kakor formo, to je nekako moj pesem dolga, pa te zadeve. A ni tako, da bolj malo, bom rekel, to lastno kreativnost na ta način je prikrajšana. Ali pa to, recimo, da sem te slišal, ko imaš ful te, ne vem, kakor da sam določene teme obdeluješ. Ni to nekako kakor da, ne vem, da malo zožaš ta, bom rekel, vse v ta horizont, a ne? Mislim, da je ravno obratno. Kot pesnik se ukvarjam s stvarmi, ki me zarežejo. Ne? In to so določene stvari. To ne morem pisati o vsem. Pišem o tistem, kar me zareže. Tako da v tem smislu seveda imam polja raziskovanja, ki so mi po tej strani zanimiva. Ne moram reči domača, zato ker je v tem polju vse nekaj tujega. Po drugi strani pa sama forma te ne stiska, bi rekel, ne? Ampak ti šele omogoča svobodo. To je na nek način, kot je Kocbek v svojih dnevnikih zapisal, disciplinirana svoboda. Na ta način jaz razumem tudi moje iskanje forme za v tem primeru to pesniško zbirko. Recimo druga pesniška zbirka, ki nastaja, nima te forme. Ne?
formo iščeš, ko je to čutenje tako močno, ta zareza krvavenja na telesu tako močna, da potrebuje formo, da se izrazi. V tem smislu je za pesnika oddih. Jaz si oddahnem, ko jo najdem. Ne, da sem, da me stiska to, ne? Ravno obratno. Torej, me ne stiska, kot da ne bi mogel dihati, ampak si oddahnem, končno je forma najdena, ne? To je en tak zanimiv proces, ki ne gre za to, da jaz določam formo, ne? Nisem jaz tisti, ki določa formo. V bistvu pesem sama meni pove, kera forma bo ta prava, ne? Na nek način se moram jaz disciplinirati v tej svoji svobodi, ki jo bom po poeziji dal. Še kakšno vprašanje? Drugače pa, Luka, bi morda ti še kaj dodal za konec? Hvala lepa, da ste se prišli. Tudi jaz se vam najlepše zahvaljujem za obisk in upam, da ne boste še pobegnili domov, kajti vabim vas na neformalno druženje, tam zadaj si lahko morda popijete kakšno kavo, čaj, sok, se posladkate in še malo poklepetate. Drugače pa Luka bo tudi prodajal svoje pesniške zbirke, tako da jih lahko kupite. Tudi podpisoval jih bo, kaj ne, Luka? Tako da... Če še mislim, da bo to ful pomemben podpis, bom dal z veseljem. Drugače pa, Luka, tudi tebi se najlepše zahvaljujem v imenu knjižnice Domžale in ti tukaj izročam eno malo pozornost. Tako da res uživajte še preostanek večera in ja, ne odidete domov, ampak ostanite še z nami. Hvala lepa in se vidimo naslednjo leto na novem ciklu literarnih kavarn. Hvala lepa. Tam so se lahko tudi.